Ja, v New Yorku gotovo se svet ne bo ustavil. Ne? Broadway bo laufal dalje po domače. Ne? Mislim, da tudi prvenstvo v bejzbolu se ne bo ustavilo. Tam bo vse potekalo tako, kot je. Ne? In nogomet ne bo zasenčil in paraliziral državo. Ne bo, gotovo ne. Poleg tega so razdalje tako velike, da kljub vsem tem medijem pa spremljanjem, ki danes omogočajo en klik smo od vsake vsebine in od vsake novice takoj in zdaj, ne bo enako. Seveda ne bo enako, kot je bilo v Nemčiji, recimo na Evropskem prvenstvu, kjer je to bilo wow. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend. Dobrodošli v našem tedenskem podcastu, v katerem vedno znova z aktualnimi temami nekako postavimo piko na i tednu, ki je za nami. Tokrat je naš gost, športni novinar televizije Slovenija, Mariborčan, odličen poznavalec športa, ne samo nogometa, ampak skoraj da številnih športnih disciplin. Simon Šparavec, dober dan in dobrodošel na Večeru. Rada debatirava športu zmeraj, ne? Vedno. Lepo zdrav vsem, zdravo. Kako si? Odlično, hvala. Izhodišče najinega pogovora bo veliko tekmovanje, ki se začne, podcast objavljamo v petek, ta teden, torej čez teden dni, svetovno prvenstvo v nogometu, tokrat v Združenih državah Amerike, v Kanadi in v Mehiki. Gre za mogoče poleg olimpijskih iger največji športni dogodek na svetu v številnih dimenzijah. Zato je seveda prav, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ta podcast, čeprav slovenske reprezentance tam ne bo, namenimo debati o tem. Simon, odhajaš, potuješ kot novinar na to svetovno prvenstvo, pokrival boš tekme dogajanje rečeva v Združenih državah Amerike. Povej, koliko so se načrti spremenili ali pa malo porušili za nosilce pravic, ker ni slovenske reprezentance zraven tokrat. Sicer to je znano že kar nekaj časa, ampak nekako smo po uspešnem evropskem prvenstvu vsi računali, da bi lahko, sploh ko se je tudi format svetovnih prvenstv zdaj še toliko širil, da bi bili tudi tu zraven. Ja, treba se lotiti potem vsega nekoliko drugače. Seveda, če bi bila slovenska reprezentanca zraven, ko je slovenska reprezentanca zraven, želeli bi, da bi bila večkrat, bi najbrž svetovno prvenstvo bi se ga lotili še konkretneje, čeprav se bomo že v tej obliki ga absolutno, mislim, da definitivno. Tudi mi smo nekaj časa čakali, da bomo dobili pravice za to svetovno prvenstvo, naposled smo jih, kar je super. Mislim, da je prav, da gledalcem in gledalkam ponudimo, kot si sam rekel, verjetno res največji športni dogodek na svetu, tako skoncentriran, ne, ker olimpijske igre imajo pač toliko različnih športov, da je verjetno tudi to zanimanje precej razprošeno, ampak nogomet pa vrti svet tako ali drugače, poganja ga tak ali drugačen kapital in obratno, in potem je seveda to zmeraj zanimiv dogodek. Tako da smo se ga lotili morda nekoliko drugače tega projekta kot včasih. Razloži nam malo. Kaj bo novost, kaj bo drugače, kaj bo spremenjeno? Zdi se mi, da danes več gledalcem, recimo anekdota, čakaš po tekmi na izjave nogometašev, ne? In morda je dobiš, morda ne, niso vsi Luka Modrić, ki se vrne 30-40 metrov nazaj in da izjavo televiziji Slovenija, ali pa N'Golo Kante, ki se je ustavil v Franciji pri meni 3 ali pa 4-krat, ne? Nekateri ali pa večina igralcev teh največjih zvezdnikov morda ni takšnih, ne? In pa tudi, če je tvoj mikrofon viden, morda samo en izmed ostalih 30 tam v tej mešani coni, in smo ugotovili, da čisto tako nogometne izjave itak ne dobiš nič pametnega, ker stresajo floskule, pa sedaj obstajajo razni strežniki, en teh je FIFA Max se imenuje, kjer dobiš vsebine naprej in nazaj nogometne z vsemi največjimi akterji tega odra, tokrat pač svetovnega prvenstva, tudi na evropskem je bilo zelo podobno, in je tam ogromno vsebin, ki jih lahko nosilec pravic oziroma sublicence v tem primeru izkoristi za svoje vsebine, tako ali drugače, in ponudi gledalcem morda celo kaj več. Lahko pa damo nekaj, česar drugi ne morejo. Če si na prizorišču, pa lahko prikažeš zgodbe, ki jih lahko kažeš samo tam, ne pa iz pisarne v Ljubljani ali pa v Mariboru ali pa kjerkoli druge. In
zato se bomo lotili tega morda na malce drugačen način, pa pričarali ali pa poskušali pričarati gledalcem malce drugačen zorni kot vseh treh držav, v katere gremo. Ok, ti potuješ, če se prav spomnim, za približno 14 dni na to prvenstvo. Kakšen je tvoj plan? Kje se boš gibal? Kakšna bo logistika? Kakšen zalogaj je to? Ker gre za prvenstvo ogromnih razdalj, ne samo znotraj Združenih držav Amerike, ampak ne na zadnje 3 države, ki so vse zelo velike. Kako tečejo priprave in mogoče nam vseeno opiši malo ta tvoj 14-dnevni oziroma nekaj več kot 14-dnevni plan, kaj lahko mi, ki bomo seveda spremljali to, pričakujemo? Tudi tukaj smo poskušali poenostaviti stvari, ravno zaradi teh velikih razdalj. Bil sem v Rusiji leta 2018, kjer je bilo zelo podobno, čeprav so bila prizorišča samo do Urala. Torej, ni bilo zdaj, razdalje so bile glomazne, ogromne, ampak tokrat je pa vse skupaj še toliko večje, ker je zraven še Kanada in seveda Mehika in pa vzhodni, zahodni del Združenih držav. Ogromno je to. Tako da kolegica Maja Hrvatin je že v Združenih državah trenutno potuje, tudi v Mehiko, potem kasneje. Jaz sem potem tretja ekipa, ki gre tja, še prej Leon Andrejka in potem na koncu na finale tudi in še nekaj dni prej Saša Jerkovič. Seveda so spremljevalno ekipo in pa tudi reporter Urban Lavrenčič. Medtem ko jaz pa potujem 22.6. In New York, Boston, Filadelfija in potem Chicago, ki je malce oddaljen. Ampak da ne bo toliko teh notranjih premikov in da je več časa za iskanje zgodb, ki bi, verjamemo, zanimale gledalce. Čeprav razumem, torej tvoja primarna naloga bodo bolj reportaže, featurji, torej neko zakulisje. Veš kaj, ker tukaj me zanima, ne? Jaz osebno seveda imam izkušnjo tudi z enim mundialom, to je bilo 2010, prvenstvo, na katerega se je takrat pod Matjažem Kekom uvrstila tudi slovenska reprezentanca, ampak takrat v redu, prvič smo imeli to osnovno zgodbo Slovenci, ne, in smo seveda iz tega lahko delali full zgodb. Druga stvar pa, da seveda smo že takrat živeli v času digitalnih, torej družbenih omrežij in tega, ampak to vrstnega, bom rekel, na tem nivoju influencanja novih medijskih formatov, na pol medijskih formatov, tega, da vsako sekundo, v vsakem dogodku vsi kliknemo, postamo in ne vem, kaj vse tega ni bilo. Pa ne 2010, še 2018 tega ni bilo. No, še 2018, evo, ti si bil še potem v Rusiji, ne pa še potem v Katarju. Torej, kakšen pristop mora zdaj obrati tradicionalna medijska hiša, Nacionalka je sploh tradicionalna medijska hiša, kamoli mi časopisi, da lahko ljudem ponudi nekaj, kar jim vsi ti posti na družbenih omrežjih in influencerji ne morejo ponuditi. Zagotovo na eni strani verjetno zaupanje, verodostojnost in da se tam pripovedujejo stvari, ki so točne. Ampak verjetno ste pa se morali tudi pri formatih, pri načinih, pri pristopih, pri tem, kakšne bodo te zgodbe prilagoditi. Ne? Kako vidiš ti to? Ja, ravno zaradi tega smo studio razdelili na 2 dela. En bo takšen, vse bo športen, ampak še vedno bomo prikazali tudi druge vidike krajev, ki gostijo svetovno prvenstvo, kar mislim, da je absolutno prav. Ne? Šport je seveda rdeča nit vsega skupaj, tudi športne debate potem na visokem nivoju, pa ker ima pravice tudi druga televizija, tudi tam bo teh nogometnih debat en kup. Tako da menim, da če vsak najde tukaj neko svoje dobro izhodišče, absolutno je dovolj prostora, da lahko gledalcem ponudiš tisto, kar jih zanima, pa kar tudi se spodobi v tem primeru za nacionalno televizijo, da ne gremo v te vsebine oziroma na način podajanja informacij, ki si ga prej omenil. Ker meja je res tanka, dan danes hitro zaidemo na ta tanek led, ko potem se vidiš, danes niti več ne vemo, kaj je realno, kaj ni realno, kaj se dogaja, kaj je fake news, kaj je resnično, kaj pa vem tukaj. Mislim, da ko enkrat izgubiš zaupanje, da potem si ga res težko povrneš, mi si ne smemo dovoliti, da ga izgubimo. Zelo se strinjam, za javno televizijo, za javni radio so seveda so standard setterji, ne, na nek način tukaj morajo biti standardi res visoki. Tretje prvenstvo svetovno, imaš seveda tudi izkušnje iz evropskih prvenstev. Koliko je ima človek še, ne vem, ki ima torej neko kilometrino, ne da si full star, ne, ampak sva vrstnika drugače, tako skoraj da ne. Koliko je, ne, ono treme,
kaj bom prikazal, kaj bom, ne, kako bom te zgodbe dobil, koliko še tega nekega pozitivnega, ne, vznemirjenja, ne, ker greš v državo, ki je iz številnih pogledov v zadnjih letih precej zahtevna, ne. Država, torej Združene države Amerike, na eni strani seveda nogomet tam absolutno ni številka ena, izjemno polarizirana družba, Trump, ne, kot nek faktor in tako naprej. Koliko je vsega tega v pripravah? Nekoga, ki je sicer že take terene dal skozi, ampak vseeno. Zdaj si dal kar nekaj istočnic, ne, pa bom začel recimo pri pripravi čisto tako tehnološki oziroma dnevnice, birokracija, vse ostale zadeve, ki jih je treba pač napraviti. Ne. To je že v Rusiji bila težava, ker vse veš, da te spustijo v Rusijo, čeprav je šlo za veliko tekmovanje takrat, pa ti karneti, dovolilnice za kamere in tako naprej in tako naprej. Rusi so pri tem bili še posebej striktni, pa takrat sem bil drugič ali tretjič v Rusiji in sem recimo poznal ta njihov postopek, sploh na teh največjih letališčih, Šeremetjevo, Domodedovo, ki je, to je trajalo. Zdaj se je začelo že mnogo prej, ne. Zdaj akreditacija preverja FBI. To je prva zadeva, ne. Že vprašalnik za izdajo te delovne vize je bil dokaj brutalen. No, vprašanja nekatera tako zelo bizarna, da se človek prime za glavo, ne. In ja, vse smo se pogovarjali, da mogoče se kdo niti tega prvenstva ne veseli tako zelo zaradi vseh teh obstranskih zadev, ki človeku morda celo malo priskutijo ta nogometni utrip, ki bo gotovo fajn in super in krasen. Ampak so pa težave zraven, ja, absolutno. In jaz samo upam, da bo v ospredju tisto, o čemer kar bi moralo biti seveda, ne, in fuzbol to je v tem primeru, ne. Amerika, ne, rekel si, ja, da pričakuješ, da bo to dogodek tak pravi, ampak vseeno, ne, Združene države Amerike. 1994 je ta mundial že bil, kolega Stojič ga je spremljal, ravno za našo prilogo v soboto je napisal en, še pomnite tovariši, ne, njegov tekst, takrat mi je bil zelo zanimivo, takrat je bil nogomet v Združenih državah res še zelo v povojih, oziroma kljub nekaterim poskusom Pele je igral takrat in ne vem, mogoče še kak je Beckenbauer, mislim, da sta igrala pri Kozmosu, ne. Ampak vseeno ženski nogomet je bil v resnici v Ameriki takrat v 90-ih, kot je pisal, bolj priljubljen kot soker, moški, ne. Takrat so jih malo, fuzbalerji so razlagali, da jih kot marsovce gledajo. Zdaj je seveda drugače, ne. Američani so zdaj nekih 30 let dali tega nogometnega razvoja, zdaj imajo seveda nogometno ligo, v kateri igra Messi in še številni, bom rekel, večinoma sicer že malo ostareli zvezdniki, ki so prej svoje kariere sjajno peljali v Evropi. A po drugi strani, ne, tu ne bo prvenstvo v Angliji, v Nemčiji, v Španiji, v Braziliji, ne. Tu je še Mehika najbolj verjetno nogometna država. Misliš, da bo potem v tem pogledu to, pričakuješ, da bo to prvenstvo, ki bo imelo ta drive, to navijaško vzdušje, to, da bo cela država nekako dihala s tem, ali boš tu moral kar malo domišljije imeti, da boš to vrstne zgodbe pripeljal, ker še to, ne, navijači iz tujine so imeli ful težav, ne, z vizami, s cenami in tako naprej. Ja, v New Yorku gotovo se svet ne bo ustavil, ne. Broadway bo laufal dalje po domače, ne. Mislim, da tudi prvenstvo v bejzbolu se ne bo ustavilo. Tam bo vse potekalo tako, kot je, ne. In nogomet ne bo zasenčil in paraliziral državo. Ne bo, gotovo ne. Poleg tega so razdalje tako velike, da kljub vsem tem medijem pa spremljanjem, ki danes omogočajo en klik smo od vsake vsebine in od vsake novice takoj in zdaj, ne bo enako, seveda ne bo enako, kot je bilo v Nemčiji, recimo na Evropskem prvenstvu, kjer je to bilo wow. Res tako, bilo wow. Tako wow. In recimo jaz sem bil v Katarju pred 4 leti, kjer je bil pa wow na malce drugačen način, ker so bili vsi stadioni v radiusu, ne vem, 50 kilometrov in to je bilo sploh nekaj fascinantnega in spektakularnega, ker kolega Hudomal je takrat obiskal 4 tekme v enem dnevu. Ne v celoti, ampak jih je obiskal, vsako posebej, ne. Kar je, tega ne bo nikoli več in nikdar, ne. Tako da vsako prvenstvo prinaša neke pluse, neke minuse. Mislim, da
tudi Katar so takrat precej imeli v zobeh, preden se je začelo prvenstvo. Nenogometna država, kupili so si prvenstvo. Dobesedno kupili so prvenstvo in potem so bile o tem velike debate, ali ja ali ne, pa Gianni Infantino na koncu najboljše prvenstvo do zdaj. Marsikdo se je zgražal na tem, tisti, ki smo bili pa tam, pa smo ugotovili, da vendarle mi na Zahodu radi sprejemamo to, kar je naše, da je sveto in karkoli drugačnega težko sprejemamo. Ne? V Katarju smo videli, da se svet vrti, tudi nogometen, se vrti malce drugače in je treba to spoštovati. Kultura itak drugačna, pa vseeno je vse skupaj steklo tako, kot je treba. Organizacija je bila vrhunska, stadioni prav tako. Zato sem prej rekel, da upam, da bo tudi v Ameriki na stran potisnjeno vse ostalo in vse zgodbe in težave glede Trumpa in trenutne politične situacije, pa vseh takšnih in drugačnih političnih zadev, ki zadevajo Ameriko ta hip, pa ne samo pri njih doma. Koliko se boš zdaj kot novinar, ki bo primarno seveda šport pokrival, tam ukvarjal tudi s temi drugimi družbenimi vidiki Združenih držav Amerike, s politiko, z biznisom. Ne, to prvenstvo to je ples številk, to je FIFA je multinacionalka par excellence. Ne, koliko bo teh podatkov, teh zgodb, teh razmišljanj recimo v programu? Ker bomo vezali zgodbe in jih planirali vnaprej in nanje tudi nekako in tem zgodbam prilagodili goste v oddaji, vse v tem prvem delu, te večerne oddaje, ki jo bomo predvajali vsak dan, bo seveda vse skupaj strukturirano pa nekako pripravljeno že vnaprej. Teme, rdeča nit, seveda je nogomet, ni nujno, da bo vedno se govorilo povsem o njem v teh zgodbah, ki jih bom tam delal. Ne? Če pa seveda tam zaznaš te zadeve, mislim, da vendarle neko drobove politike se ne bomo spuščali. Ne vem, če je to naš prostor v tistem hipu, da se... Zato imate dopisnika tam, ki tako politiko dnevno komentira. Absolutno. In ne verjamem, da bi gledalci posebej zaploskali, če bi vsak večer imeli neke družbeno-politične debate o tovrstnih zadevah. Ne? Ampak ja, če pa seveda, to, ko si omenil kapital, ples številk, neke blazne odklone ali pa karkoli po pričakovanjih, če vidimo tam od tega, o čemer sedaj govorimo, je to treba povedati in verjamem, da bomo tudi to nekako približali gledalcem. Ne? Pravzaprav ne vem, kaj ne pričakujem, res. Veš, ko se pogovarjava, tako... Koliko bo možno nekih slovenskih momentov v bistvu, ne? Ker nas tam vključiti te zgodbe. Ne vem, boš iskal Slovence, ki živijo v Ameriki, ki delajo v Ameriki. Jaz sem poiskal recimo, ko bom v Chicagu igra svojo tekmo ženske nogometne lige ameriške, tam Lara Prašnikar. Ravno sva se pogovarjala včeraj, predvčerajšnjim, pa sem mi povedal, da imamo malo težave s pridobivanjem kontaktov, ker so precej neodzivni, pa bomo probali sedaj preko njenega kluba te zadeve urediti. Ne? Ampak to je recimo zgodba, ki se mi zdi, da je ona iz Juta, sicer ne, ampak tam igra, ampak to je zgodba, ki bi vendar bila lahko zanimiva slovenskemu občinstvu in da skozi Laro Prašnikar prikažemo tudi ženski nogomet in pa nek drug fuzbalski vidik, ameriški, ne, v tem primeru, ker so se lotili precej resno tudi ženskega nogometa. Absolutno. Zanimivo bo spremljati, koliko bo Amerika seveda dihala s tem prvenstvom, koliko ga bo vzela za svojega, koliko bo tega, bom rekel, euforije, ne, ki je v Nemčiji bila vprosti. Jaz sem bolj ali manj neslužbeno kot navijač bil tam, to je bilo res izjemno. Najbrž skoraj da neponovljivo, razen seveda še mogoče v Angliji ali kjer bo tudi zaradi malo slovenskih navijačev, ker smo zelo čutili vse skupaj. To je to. Tisto v Münchnu je bilo, ker sem bil sinom takrat tam, niti ne službeno. Ne, je drugače. Ne. Absolutno. To je. Tako da bo zanimivo to spremljati, ker po drugi strani beremo cene vstopnic, $8,000 za finale, potem seveda ameriški podpredsednik J.D. Vance opozarja, da bodo vsi navijači iz tretjih držav, kot on se izrazi, imeli velike težave z famoznim ICE-om, če ne bodo nemudoma zapustili države po tekmah in podobno. Tako da bo tudi z tega vidika to po svoje kontroverzen dogodek. Če si videl iransko delegacijo, ki je na kongres FIFA, ki je bil v Kanadi, mislim, pa niso imeli vstopa za to, ravno zaradi določenih predznakov, ki jih pač tako smatrajo v Združenih državah Amerike, zlasti zaradi povezav s prejšnjimi ali pa še zdaj aktualnimi političnimi strukturami v Iranu. Tako da gotovo bodo
vse za Irance se niti ne ve, kako bodo sploh prišli do vseh teh viz. Čeprav govorijo, da ne bo težav in da ne bo problemov, ampak beremo, da ni vse tako zelo enostavno tudi za nje. Kako bi primerjal evropska in svetovna prvenstva v fuzbalu? Z oboje imaš izkušnje novinarske. V čem je razlika tega dvojega? Rekel bi, da svetovno absolutno pestrejše. Aha. Ja, že zaradi navijačev, z vseh kontinentov in absolutno dojemajo vse skupaj čisto drugače. Pa ti praviš, da si bil v Južni Afriki, v vozelu več ne boš slišal nikjer drugje. Nekaj posebnega takrat. Nič narobe s tem, da se strinjam. Vse brenčalo. Ja, brenčalo je neznosno na trenutke. Ja. Ampak je pa bila to neka res lokalna specifika. Seveda, ne. Zdaj na Evropskem prvenstvu, pa čeprav so tudi Evropsko prvenstvo razširili, pa vendarle gre za neko stičišče zelo, zelo podobnih kultur, če tako rečem. Evropsko prvenstvo je zgoščeno na en kontinent in je drugače. Tukaj pa sedaj, se vidiš. Demokratična republika Kongo se vrača po ne vem koliko letih na Kurakao, prvič. Irak recimo, Jordanija. Uzbekistan. Ki ga je Srečko Katanec v veliki meri pripeljal na svetovno prvenstvo. Tako da, kaj bo po tvoje ne nujno tekmovalne zgodbe tega prvenstva, te reprezentance? 48 jih je, 104 tekme na prvenstvu v 5 tednih. Zvodenela je ta zgoščena kakovost svetovnega nogometa. Mislim, da je sedaj to šlo precej v splošne vode. Marsikdo lahko pride sedaj na svetovno prvenstvo, še najmanj evropske reprezentance, ki so ob spremembi kvalifikacijskih teh kvot dobile najmanj. Več so dobili ostali kontinenti in zato je potem tudi toliko novincev, ker sicer resnici na ljubo niti ne bi povohali svetovnega prvenstva, pa ne želim sedaj biti srame. Ja, ali pa podcenjevali. Sicer pa poglejmo, Zelenortski otoki, še eni novinci na svetovnem prvenstvu, pripravljalna tekma Srbijo, 3-0. Kolega Marko Cirman z Vala 202 se je šalil zadnjič, da se to je ipak, kakorkoli obrnemo, to je rezervno druga reprezentanca Portugalske. Kak je rekel ravno že omenjeni Katanec, danes vsi znajo igrati nogomet, ali kako je že bilo to, ampak kaj pa recimo dobro, malo smo oddelali, zdaj to je Združene države in tako naprej. Fuzbal, ki ga pričakuješ na tem mundialu, bo kakšen? Pragmatičen, spektakularen, na glavo? Odvisno od glavnih protagonistov, bi rekel. Ja. Ki bodo še zmeraj iste reprezentance kot zmeraj. Ker bo tekem toliko, pa toliko jih boš moral premagati in izločiti in kakorkoli zasenčiti, da res ne verjamem, da na koncu lahko pride do nekega izjemnega presenečenja. Ne verjamem, ker potem je to turnir je treba odigrati potem praktično perfektno, konstantno, brez kakršnih koli nihanj. Ne verjamem, da so lahko reprezentance, ki niso sami špici tega sposobne. Zdaj pa o favoritih. Imaš koga? No, ne vem, letos pa res ne vem. Francozi imajo... It's coming home, to pa ne. Morda zaradi selektorja, ker malo teh nemških pristopov pa vidimo sedaj že pri izboru reprezentantov je na stran dal nekatere, za katere si ne bi mislili, da jih bo pustil doma, pa jih je. Ja. Tako da morda zaradi tega, ker je želel ali pa želi čim boljše vzdušje v reprezentanci, ne vemo. Ali pa česa drugega, ne vem. To je lahko dobro, lahko pa tudi ne. Torej, fokus imaš bolj na evropske reprezentance. Se ti zdi, da je tu iskati tistega. Težko bo Argentina obranila naslov, menim. Ja. Težko. Brazilija mi je pa velika neznanka, ker... Cirkus, vedno znova. Ja, ampak ima Ancelotti, in Ancelotti je... Samba. Ancelotti se mi zdi, ker pomemben adut v tej zgodbi. Če bo seveda sestavil in uravnotežil slačilnico, jo poenotil in tako naprej. Drugače pa klasika. Francija, Španija, morda Portugalska, Nemčija. Vse ne vemo. Hrvaška, Bosna. Ne verjamem. Ne, se tudi bolj tako sprašujem. Ne? Mislim, Hrvati so, vse vidiš, na zadnji spet tretji, 2018 v finalu. To je reprezentanca, ki nas je, ki jih tudi doma je vse skupaj navadila na to, da nima meje v resnici. In počnejo neverjetne stvari. Dokaz
izjemnega talenta in pa kot kaže tudi ustreznega ustroja od mladih nog, ne. Zlasti tukaj ciljam na nekatere klube, ki so znali vedno delati dobro z mladimi na Hrvaškem. Je za novinarje, ki nimajo svoje reprezentance v skupinah oziroma v sestavu svetovnega prvenstva težje delati pri pozicijah pred stadioni, na stadionih in podobno? Je tu hierarhija bolj jasna, da imajo prednost pač tisti? Vse je plačljivo. To, kar plačaš, to dobiš. Sedaj v Ameriki oziroma v vseh treh državah bo treba plačati tudi tako imenovan observer sedež, ne? Torej, tudi če si kot novinar in si... Kaj to pomeni? Če sam sediš, da niti računalnika nimaš kam dati. Tako. In tudi, če imaš samo, imaš akreditacijo, seveda, namenijo ti tale sedež, to ni seveda samoumevno, ali ga dobiš ali ne. Tukaj je plačljiv v veliki meri in to tako, da znova zaboli glava, ne? Tako da nič ni samoumevno. In pa tudi tu se stvari nekoliko spremenile. Vem, da v Rusiji, kot sem prej omenil, smo čakali recimo po finalu pri izhodnih vratih, potem Hrvate, to je bila situacija, ko se je vrnil Modrić 30 metrov nazaj, ko je videl, da gre za slovensko televizijo, ne? Tako da aplavz res. Ampak poleg mene pa so bili novinarji iz vseh možnih kontinentov in držav, pišoči, radijski. V Katarju je bila scena že malce drugačna. Tam smo bili že malce bolj pozicionirani in smo lažje prišli do nekaterih izjav. Ampak ja, kot sem omenil na začetku, vprašanje, kaj dobiš pri tem drenjanju, teh gnečah v novinarskih središčih in mešanih conah, ker je gneča nepopisna. Tokrat bo še toliko bolj verjetno. Ne? Mogoče na začetku, to pozabimo, ta podatek je pomemben za tiste, ki bomo spremljali, ne? Zdaj, ker gre za časovno razliko, kako bodo ti programski pasovi, kdaj boste običajno začenjali programi in kdaj po noči ga boste? Ravno zato smo se osredotočili na večerno oddajo, zmeraj v istem terminu in bo malce drugače, zato ker ne verjamem, da bi zjutraj ob zgodnjih jutranjih urah imeli gledanost takšno, kot bi imeli sicer, če bi bila... Takrat bodo prenosi pač. Prenose smo tudi izbirali precej pragmatično, ne? Tako da ja, bo pa to seveda vplivalo. Te časovne razlike bodo precej vplivale. Ampak poglej, kako smo včasih dvolični, ne? Kar malce hipokriti. V Katarju so se ljudje zgražali, velika vročina, pa sem tretja, bomo dali na zimski termin in tako naprej. Pa še zmeraj je bilo 32-35 stopinj včasih tudi v Katarju, ne? Ampak sedaj bodo nekatere tekme v Združenih državah ob 1 popoldne, po letnem času. Lahko si predstavljamo, pa če je nek primerljiv časovni pas, ne? Vemo, kje smo, kako bo s temperaturami. Tako da tudi oni so se seveda prilagodili evropskemu trgu, pa še nekaterim ostalim, ampak vsem se ne moreš na svetovnem prvenstvu, to je potem težava. Ne? Zdaj, če primerjaš torej katarsko in rusko izkušnjo, pa neka pričakovanja pred Ameriko, kaj bo tu bistveno drugače? Zdaj, vse države, ne, torej Rusija takrat še ni bila v vojni z Ukrajino, Katar je bil deležen takrat številnih očitkov o kršenju človekovih pravic in tako naprej, ne, pri sami pripravi prvenstva. Amerika pa zdaj seveda v nekem Trumpovem času. Imaš kako zgodbo iz teh dveh prvenstev, ki te je zaznamovala, ki ti je ostala posebej v spominu in ti bo neka izkušnja zdaj tudi mogoče v Ameriki? Ja, ravno to, ne, izkušnja velikih potovanj iz Rusije. Mislim, da sem takrat opravil s snemalcem Gregorjem Kosom, so takrat opravljali, ne vem, vsaj 6 do 8 notranjih letov, ne? Pa so bila isto tam, ne vem, slabe 3 tedne, 2 do 3 tedne. Medtem ko Katarju pa rentakar in vsak dan vse na dosegu roke, ne? Je bilo pa veliko manj stika z avtohtonim prebivalstvom v Katarju, ker je veliko tujih delavcev, mislim, da teh avtohtonih Katarcev je zelo malo, pa itak so nedostopni, ker gre za ljudi, ki so kakorkoli, ampak so že bliže kraljevi družini, seveda, ne, medtem ko sicer pa večinoma delavcev uvažajo in to je seveda zelo opazno, ne. Ni tega blaznega stika. V Rusiji je bilo drugače, ne. V Rusiji pa seveda Moskva, Sankt Peterburg, jaz sem bil takrat še v Sočiju in pa Nižnem Novgorodu, ki je mene posebej navdušil, recimo, ne, ker sem ga sprejel kot ali pa videl kot en malo večji Maribor, veš. Bivše industrijsko mesto, nekdanji Sotočje, Oke in Volge. Dve mogočni glomazni reki in potem to je seveda mnogo večje od našega mesta, ne? Ampak
vojaška industrija je bila tam, ne? Včasih se je imenoval Gorkje mesto, nedostopen za turiste, ravno zaradi te blazne vojaške industrije. Ima imeniten vojaški muzej tam. Tam sem se počutil res tako, mariborsko. No? Koliko mora biti novinar nacionalne televizije, rekla sva že, da ima tu neke standarde, pa ljudje si ne predstavljajo, ne, da to ni ne, tisto, se postaviš, nekaj poveš, da je ogromno razdalji, da je ogromno priprave, da je treba reportaže in tako naprej. Ampak vseeno me zanima, kakšno imaš tu sam politiko ali pa imate kot uredništvo, koliko uporabljati tudi družbena omrežja, koliko je to potrebno, koliko je tu neka mera, ki jo sam vidiš kot nekaj, da moreš malo seveda tudi na ta način tizati ljudi, da gledajo, ali je to pač za tako velik sistem, kot je nacionalka, se s tem ne ukvarja, ampak itak ne skrbijo vsi ostali za to, da ste gledani. Ne? Moramo se s tem ukvarjati, poskušamo se, Ja. ker narobe bi bilo, če ne bi sledili modernim trendom, ker nas bo čas povozil sicer. Hvala Bogu smo pomladili uredništvo, dobili kar nekaj mlajše sile, ki nam pri tem zelo, zelo pomaga in Čemer smo še midva tu i ful mlada. Ne? Sva. Midva sva kar dinozaura glede teh nekih zadev. Ne? In ko pride mladina, kako se to čuje? Ja, nore. Ko pridejo mlajši, ne, 20 let in to teče tako, ne, Ja. je to mnogo, morali bi se S tem so se socializirali, Tako. novinarstvo. Ne? tako, morali bi se s tem No, ampak ukvarjati. tu delate na tem tudi. Delamo. Se trudimo, da se objavljajo te stvari. Zdaj, koliko pa dejansko je učinka potem z tako dolgega terena, seveda bi morali narediti nek konkretnejši plan, ampak dobro veš, da ob vseh teh zadevah je včasih enostavno težko sedeti na več stolih, to pa je tudi res. Ne. Tako da izzivi tudi za nas to zadevno, absolutno. Pa ne samo za to prvenstvo, ampak na daljši rok. Ja, ker ne nazadnje, ne, televizija se sooča tudi seveda z nekimi transformacijami, ne, linearna televizija sploh, ampak verjetno pri športu, ne, šport, če ljudje gledajo v živo, ne, ni toliko on demand, ali misliš, da so tudi tu ljudje že spremenili svoje navade. Recimo, ko gre za nekaj, kar teče v živo, kar je fuzbal, ne, zakaj bi zdaj gledal neko tekmo 2 uri kasneje, ne, ko že v bistvu v tej tekmi vse vem. Ne, absolutno, če te zanima, boš gledal v živo. 100%. Mislim, da tukaj ni dileme. Ne. Tu še zmeraj je šport edini in pa tudi prinašalec kapitala v kakršnikoli obliki, vsaj na naši televiziji, tako da seveda obstaja zanimanje oglaševalcev za res gledane in dobre športne vsebine, kamor absolutno spada svetovno prvenstvo in pa seveda tudi, ne vem, imamo močno zimsko sezono, Planica naprimer, in vse te zadeve in pa euforija okrog skakalcev se pozna in upam in verjamem, da znamo to izkoristiti tako, da nam koristi in da se zavedamo na večjih ravneh, tudi v naši hiši, na večjih ravneh, da je šport tisti, ki prinaša ogromno in da je treba to izkoristiti, ker imamo veliko možnosti, da to obrnemo sebi v prid. Absolutno se strinjam. Me pa zanima, ne, zdaj, kar nekako ves čas se gibljeva po tej časovni premici, torej od Rusije zdaj do Združenih držav Amerike. Koliko si kot novinar opazil komercializacijo, to v slabem smislu besede, mislim komercializacijo nogometa ali pa tako velikih tekmovanj. Govorim o tem, da manjka mogoče kdaj zdaj te prvinskosti, te strasti, tega zlitosti z množicami, z bazo, zato ker postajajo ta tekmovanja tako draga, da na njih lahko bolj ali manj pridejo tisti, ki pač ne, v Angliji rečejo shrimps fans ali nekaj podobnega. Ne? Torej tisti, ki v bistvu lahko kar precej denarja investirajo v to, da nekam pridejo. Sploh Amerika je zdaj za, bom rekel, ne, tudi za Evropejce precej daleč in tako naprej. Koliko vidiš tega, ali se ti zdi, da je fuzbol vseeno ohranil to, ne, da ta množica, ne, ki je ta Željo je ohranil, poganjala, ostaja. Ne. Ker v Nemčiji se mi je zdelo nekako, da je bila kar, ne, da so le karte dostopne, vse eno. Izjemno dostopne. Težja težava je bila dobiti te karte. Ja. Vse vemo, kakšen cirkus je bil, tako, da smo te karte dobili. Ampak ne vem, če je bila drugačna, ne? Pobasal si ekipo, se spravil v kombi in šel na tekmo, ne? Če si le imel karto. In cilj je bil, ta nemška filozofija, enaka je bila že na svetovnem prvenstvu 2006, drugi časi, ja, ampak že takrat množice, navijači, prvinskost, pristnost, to je bistveno, ne?
Katar je že privabljal izbrance. Ne? Amerika jih bo zopet. Ameriko smo kar obdelala. Kaj pa pričakuješ? Dobro, ne potuješ tja, ampak vseeno debatirali ste, zagotovo si bral o tem zdaj v pripravah na prvenstvo. Kaj pa Kanada in Mehika? Ne? Vse oči so usmerjene seveda v to Ameriko, ne? Ampak vseeno. Največ prizorišče. Ja. Mislim, da največ prizorišče. Kanadi 2, Mehiki 3, ne, in pol. Torej vseh ostalih, koliko 9, ne, pa je pa v Združenih državah. Verjetno bo najbolj divje v Mehiki, absolutno. Če bo uspevalo reprezentanci, potem bo to noro. Potem bo noro. Pa že na Azteki prva tekma, to mora biti brutalno. To je tisto nogometno, kar nas žene, ne? Ker, to stekrat se opazim, ne? Gledamo, se spomniš, pa sva rekla, prej da sva generacija, ne? Gledali smo mladosti. Jaz se spomnim na pamet leta 90. Ja. A pa 94. Prvo prvenstvo. 94, še toliko bolj. Bendeto, Romario. Tekem do potankosti, ne? Pa gola Lečkova, recimo, za Bolgare. Veš? Mislim, to so bili ti momenti, s katerimi smo rasli in smo gledali tekme. Jaz sem se zbujal po noči, gledal ameriško prvenstvo takrat, ne? Ob 2-3 zjutraj, pa ni bilo nobenega problema. Ne? Zdaj pa sam sebe večkrat tako se malo včipnem, pa si rečem, pa čakaj malo, tebe to res ne zanima. Liga prvakov prižgana, jaz pa delam milijon drugih stvari zraven. Ne? Včasih smo čakali na Ligo prvakov en teden, kot pes na kost, ne? A pa na tisti prenos na hrvaški televiziji, so imeli nemško in pa. Ampak sliči se še vedno zbirajo, glej, pa trgujejo, pa menjujejo. Zbiraš? Ne, otroka zbirata, ne, jaz nekoč to zbiram, ampak seveda moram zdaj financirati to zbiranje sličic, tako da vse ta Ni enostavno, slišim, ne? Ne, ni enostavno. Predvsem po Mariboru ni tega, ni karte, grafije, dober dan, gospod, vtorek bojo, ne. Mislim, kot da drogo iščem. Bosnik je čisto zmanjkalo. Bosnik sploh ni. Ja, skratka, ne vem, si malo nostalgik ali pa romantik. Jaz sem. Kaj, ampak toliko zvest, ne, kot jih ima fuzbal zdaj. Bo marsikdo rekel, jih ni imel nikoli, ni res, da jih ni imel, jih je imel, ampak te zvezde zdaj preko Instagrama, preko televizije, preko vsega možnega vstopajo v naša življenja od 6 zjutraj do polnoči. Ampak tvoja percepcija zvezde je povsem drugačna kot pri tvojih sinovih, recimo, ne? Absolutno. Veš, to je ta razlika. Isto, ko se doma s sinom pogovarjam, enaka zadeva. On na zvezde gleda drugače. To je pač kako? Instagramsko. Ne? On ve vse podatke, najmanjše te zadeve o teh, ki pač krožijo po kanalu. Seveda, absolutno. Meni pa je mal antipatičen, recimo, ne. Ni mi antipatičen, ampak pač pravim, da ni tip igralca, za katerim bi... Ne bi ga na pivo povabil. Ne bi ga. Ba dobro, fant je mlatno, se to je... Kristina Gerarda bi mogoče prej na pivo povabil. Absolutno. Ali pa Jamie Wardija. Uživali bi, Matija, uživali. Čisto druga zgodba, ne. Kdo bodo največje zvezde tega turnirja? Kdo? Kateri? Povej mi. Ronaldo spet. Ronaldo je vedno zvezda, Messi je vedno zvezda. Njuna zgodba je... Francoski napad divji, najjači. Ja, kdo bo zdaj v napadu tam? Vse ne vem več, če so jih pometali ven toliko, pa potem spet... Oni imajo tri reprezentance, lahko se stavijo in to izjemne, ne? Veš. Žal mi je, da ni Italija. Res mi je žal. Ja, sami so si krivi, kaj naj rečem, ne? Ampak, hvala Bogu. Meni je žal, da ni Slovenija. Hvala Bogu, da je Bosna, ne? To mi je tudi všeč, ne? Top. Absolutno. Ja, Slovenija itak. Imamo smolo s temi svetovnimi prvenstvi, ne? A se uvrstimo Koreja pa Južna Afrika. No, se zdaj bi tudi bila Združene države Amerike. Kje je pol že naslednjo prvenstvo? Ja, Anglija pa... Spet je to evropsko. Evropsko? Ne. Ja. Ni 2028. Evropsko. Googlaj. Nijam, odzeli so nama vse naprave. Fuzbal se res tako silovito spreminja, je na nek način tudi odsev družbe, v kateri živimo. Ravno to, kar sva debatirala, ti zvezdniki razni, ne, ki so danes, ne vem, pač skačejo iz vsake paštete, tako rekoč, so pač fuzbal seveda poblagovili, spremenili, postal je biznis, blagovna znamka, ampak po drugi strani pa, kot si rekel, na koncu še vedno fuzbal odloča, ne, redko kdaj
na koncu ne zmaga tisti, ki je dejansko v ožjem krogu, ne, favorit. Na koncu si najbolj senzacija od Grčije takrat. Ne verjamem, tega več ne more biti. Vsaj v tej obliki, tako kot sem rekel, med 48 reprezentancami ni šanse, ne verjamem. Kaj si bomo najbolj zapomnili? Nogometne poteze. Na koncu nogomet vedno zmaga. Vedno. Ne? In tudi finale v Katarju. Tu smo zdaj tako dobro se približali, ne? Tisti znameniti floskoli, samo da na koncu naj zmaga nogomet. Ne? Ampak karkoli drugega, karkoli se zavrti, še vedno si bomo zapomnili zadnji penal, recimo. Ne? Ali pa nek moment, ki je zaznamoval tisto prvenstvo, ali pa če Zidane kresne z glavo, Materacija, recimo, dobro. Ampak tudi to je takrat vplivalo na razplet tistega prvenstva. Ne? Absolutno so to zgodbe, ki ostanejo na koncu forever, nekako v obtoku. Ne? Instagram odleti, ne? Ali pa TikTok. Misliš? Pa ja. Tisto gre tako instantno. Ali se mi dva zdaj malo tolažimo, ne? Ne, jaz mislim, da tako kot pride, tako gre. In včasih za sabo pušča pogorišča, to pa je res. Kar vidimo. Ne? Ampak veš, Amerika, TikTok, Instagram, prvenstva, ki bo bolj, bom rekel, v tem smislu viralno in tudi po teh kanalih izpostavljeno, verjetno ni bilo. Ne? To bo po moje poplava vsega. Ne? Se strinjam, absolutno. Tako da recimo tvoj sin bo prvenstvo bolj spremljal po TVS ali ga bo spremljal po omrežjih? Ne, bo spremljal po TVS, upam. No. Mislim, tu se mogoče zdaj tolažim. Žnel nam poročila, bo si Ata gledal sem te in tako naprej. Dobra stvar je, da se zvrnem med prvenstvom nazaj, tako da lahko ga gnetem potem do konca. Ne, sej, ampak drugačna percepcija je, absolutno. Če primerjaš fuzbalsko prvenstvo, dobro, zdaj ni Slovenije zraven, pa olimpijske igre, so verjetno olimpijske igre še vseeno večji logistični zalogaj za ekipo nacionalne televizije, produkcijsko, novinarsko in seveda vsi ostali, ki jih noben niti ne opazi, da so za kamerami. Ne? Morda so zanimivejše v nekaterih pogledih. Ne? Veš, če ti spremljaš neko zanimivo zgodbo, tekmovanje, dviganje uteži, seveda, ne? Je to nekaj povsem drugačnega, kot pa obiskati en kup tekem na enem v Katarju. Ena anekdota. Ogromno tekem smo se pogledali, res tudi poročali. In potem prideva s temalcem nek večer kolega Hudomal je še opravil neko javljanje in sva Srbija, Brazilija na Lusailu, na največjem stadionu. Po celem dnevu tako zmatrana, povožena, na 2 tekmah prej sva bila, eni, ne vem več točno. V glavnem, po celem dnevu tako povožena, sva samo pogledala, apartma. Nisva šla na tekmo, pa sem imela karte. Če komu to povem od frendov, tako od znancev, ne, pa ti si nor. Kako? Ampak želim reči, da po toliko tekmah tega več ne dojemaš kot neko posebno atrakcijo, ampak žal kot nekaj samoumevnega, ne, čisto podzavestno. In pač tako to je. Medtem ko olimpijske igre pa zmeraj prinesejo nekaj takšnega, česar nikdar nisi delal ali gledal in verjetno vprašanje, kdaj boš spet, če sploh boš. Ampak vse vemo, da je šport je samo tisti, kjer je žoga ali ne. Jaz sem fuzbalski človek, ampak želim prikazati še nek drug vidik. Ne? Veš kaj, zelo zanimiv in point je to, kar si rekel, ne? Če si službeno na nekem prvenstvu, ne, komod zaradi nekih, bom rekel, nasičenosti, utrujenosti, nekih drugih obveznosti, ne vidiš teh tekem kot nekaj, kar bo ti vsak rekel, kako se zdaj to tekmo zamudil. Ti takrat pa stojiš tam za tekočim trakom, produkcijskim, ne, jaz se spomnim recimo mojega svetovnega prvenstva v basketu 2-6 na Japonskem, ne, kjer so še pa bile ure sploh super, ne, tu so se ravno zbudili, ne, in lepo cel dan je bil, pa smo tam že v noč in celo noč v bistvu štancanja, ne, novinar, ne, mogoče živi v nekem čisto svojem filmu v tem prvenstvu, ne živi v tem, ne, po prvenstvu, po tekmi obvezno pivo, malo sprostitve in tak naprej, ampak v bistvu dan za dnem šteje, ne. Seveda, si na derbiju Maribor Olimpija, mi smo z Maribora, valjda raje vidimo, da Maribor zmaga, ne. Ampak, če mi takrat v zadnjem hipu bi gol Maribora spremenil cel koncept, cel sistem prispevka, česarkoli, bi mi to porušilo vse načrte in bi me v tistem momentu, zmotilo. Veš, kaj želim povedati? V svojem filmu si, ne? Ja. In
tvoja želja je, da imaš čim manj težav pri dostavitvi čim boljšega izdelka. Tako bom rekel. Pika pod mundial, ker si omenil Maribor, ne moreva končati podcasta brez tega našega mariborskega fuzbala. Zdaj, glej, mogoče kakšen poseben podcast na to temo, ampak vendar... Požirek. Ja, naredi. Bi ti mogel kaj drugega postreči, da bi bolj še stekla ali kakorkoli. Ampak vseeno, torej to nogometno poletje bo na eni strani za vse fuzbalske fane seveda prijetno zaradi svetovnega prvenstva. Dobro, to smo preboleli, da Slovenija ni zraven, pa niti v redu, tudi Slovenija pač ni na vsakem velikem tekmovanju. To zdaj ne more biti neka tragedija, daleč od tega. Tragedija druge vrste ali pa bolečina druge vrste za fuzbalske fane je pa seveda to, kar se dogaja v najbolj, še vedno trdim, nogometnem mestu v Sloveniji, daleč najbolj nogometnem mestu. Torej, sezona se je končala zgodovinsko slabo, skoraj da, mogoče bila samo še ena v tem poosamosvojitvenem času slabša. Le ena. Še enkrat smo pred nekim očitno napovedanim resetom, remontom, teh je bilo v zadnjih letih ogromno, niso prinesli v bistvu to, da bi, kak nekdo reče, speči lev ali tiger, ali torej ta institucija zaživela spet neko nogometno življenje. Tvoj pogled na to, Zdaj v zadnjem tednu, ta teden, ko to zdaj snemamo, so bili spet neki sestanki pri zdaj že ne morem več reči novih investitorjih, ker niso več novi tukaj, torej v Carigradu. Informacij je zelo malo ta hip o tem, kaj bo, igralcev pod pogodbo malo, skratka nek feeling, da ne bo nič dobrega. Ali se motim? Morava občinstvu povedati, da mi, novinarji mariborski, tudi mi dva veliko debatiramo o tem našem fuzbalu. In zanimive so te debate, ko pravzaprav nikdar ne vemo, kaj se dogaja, v katero smer gremo, kako blizu smo. Pa Maribor je majhen, informacije krožijo, jih dobivamo tako ali drugače, ampak zopet smo zdaj nekje vsi... Megli. Točno tako megli. In najbolj pogrešam, če moram izpostaviti vizijo, kako se lotiti reševanja težav, ker se mi zdi, da se Maribor v zadnjih letih že kar nekaj časa... Improliga, čista. Vse na horuk, v zadnjem hipu, brez jasne vizije in pa pogledal par korakov naprej, da vemo, kaj želimo doseči čez 2 leti, kje vidijo Maribor čez 5 let. Tako pa je vse skupaj, tak en menedžerski mišmaš, iz katerega se ne more izcimiti čisto nič dobrega. Kar se je sedaj pokazalo, letošnja sezona je ogledalo vsega, kar se dogaja na dolgi rok. Ne samo to, kar se dogajalo v tej sezoni, absolutno. Po mojem. Zdaj, Acun Iligdzali, torej turški poslovnež, ki je na nek način rešil klub takrat, seveda z to investicijo, verjetno pred, ne vem, tako so vsaj nekateri govorili, tako so bile informacije pred stečajem, oziroma pred vsaj izjemno globoko finančno krizo, je prišel veliko potezno, z donečimi napovedmi, potem pa je v zadnjih letih menjal kup trenerjev, veliko igralcev, tudi kakšnega športnega direktorja in tako naprej. Zdaj pa smo junija, torej skoraj da na pragu priprav za novo sezono, ko Maribor ne bo igral v Evrope, kar je absolutno katastrofa za ta klub. Čeprav mu, kar je najbolj bizarno, ob trenutni situaciji to celo koristi. Se strinjam. Ampak vseeno, torej nekaj dni ali pa zelo kratko obdobje do začetka priprav ni ne trenerja, ne igralskega kadra oblikovanega pod pogodbo, je nekaj članskih igralcev, ogromno mladih igralcev in predvsem spet ni nekoga, ki bi to povezal v neko športno zgodbo. Torej, ali govorijo zdaj o športnem direktorju, imeli smo vodjo nogometnih operacij, že ime samo je sporno oziroma kaže na to megleno situacijo. Zdaj, v zadnjih dneh sta se omenjali imeni Mirana Pavlina, vrnitve Zlatka Zahoviča, še kakšno tretje ime iz obstoječega ustroja kluba je krožilo. Menjal se je predsednik kluba. Kaj meniš, da je rešitev tukaj? Imaš kakšno rešitev? Saj vredo, o tem morajo odločati in razmišljati tisti, ki so v klubu. Mi, da smo novinarja, lahko to analiziramo, ampak ne. Da sedaj ni igralcev in trenerja, menim, da niti ni največja težava.
Večja težava je, da trenutno ni nikogar, ki bi znal pametno izbrati, kdo bo stopil v te čevlje. Govorim igralcev in pa kot igralci in pa kot trener seveda. Tu vidim največjo težavo ta hip. To nejasnost in pa da ni nikogar, ki bi, ali pa da bi oni sploh vedeli, koga želijo ta hip postaviti. Morda vejo, seveda morda vejo. Verjamem, da. In seveda Maribor je tako velika blagovna znamka, da odločitve segajo iz Slovenije in tudi iz Turčije. In to vsi dobro vemo. To ni skrivnost, da je to projekt, ki ga je nekako treba rešiti in ga spraviti v bomo rekli temu, nek zdrav tok, ne? Da bo vse skupaj teklo tako, kot je treba. In intervju za Zlatka Zahovića je bil dober za ekipo, ker je povedal ravno to, ne, da niti ni problem, da je sedaj toliko nejasnosti. Ne. Le ena zadeva mora biti rešena. In če bo ta zadeva rešena, potem bo vse skupaj šlo lažje naprej. Ker tudi takrat 2007, ko je omenjen športni direktor nekdanji prišel v Maribor, je postavil vizijo in se spomnim, včasih je takrat razlagal neke zadeve, pa smo ga vsi debelo gledali in smo mislili, kaj ta človek govori. Jaz nič ne razumem. Ne? Potem sem ugotovil, da čez 2 leti, 3 leta se je zgodilo točno to, kar je napovedal. Torej potrebuješ človeka z nogometnim znanjem. Ne pravim, da je on edini, ki ima to nogometno znanje. Gotovo pa izjemno pozna okolje, pozna Maribor, so pa tudi repi iz preteklosti, ki jih je treba rešiti. Ne? Če te prav razumem, meniš nekako tvoj pogled na vse skupaj, da je treba vrniti v upravljanje kluba slovensko stroko, ki pozna razmere, okolje, igralce. Ne? Maribor je imel zdaj milijon tujcev. Ne? Prej vemo, ne, da je bilo to ravnotežje zelo ok postavljeno. Tujci zelo dobri, ne? In predvsem rekrutacija kadrov iz slovenskega okolja. Ne? Tako. Shea Ojo je izjemen igralec. Na papirju. Ja, če pa je za Liverpool. Ne, na papirju, ne? In v Championshipu ne vem koliko tekem. On je izjemen igralec. Ampak takšna nihanja, zainteresiranost, nezainteresiranost, gor, dol, malo bi, malo ne bi, ne? Tako kot je bilo to sporočilo. Ja. In enako je seveda, ko pride človek, ki ne čuti Maribora, ne čuti slovenskega okolja, pomena česarkoli, in turški vlagatelji trenutno, doslej so tako pokazali, se ne zavedajo pomena te institucije, ki je ali pa jo mi precenjujemo. Ampak jaz še zmeraj pravim, da po rezultatih, to je Ante Šimundža jim hotel dopovedati, pa je takoj trčil z lastnikom, ne? Da Maribor je zmeraj prisotna zmagovalna miselnost. V Hull Cityju ni. Bodimo realni. Oni so se letos želeli izogniti izpadu. Pa so potem prišli v Premier Ligo, kar je izjemen dosežek. Čestitke Sergeju Jakiroviću za nekaj takega. Ne? Mariboru je zmeraj cilj naslov, lovorika kakršnakoli in pa Evropa. Pa ne le Evropa, ampak po možnosti nek skupinski del, zato ker smo ga že igrali in to 6-krat. Seveda potem je to težko potem vlečemo tukaj vzporednice in primerjamo percepcijo vsega skupaj, kako dojemajo to eni ali drugi. Mogoče obstajajo okolja, v katerih se obrača neprimerno več kapitala. Ne? Tu se pa obrača večja želja in pa večja zmagovalna miselnost. Vsaj je se, ne? Čemur pa nažalost, še vedno mislim, strinjam se s tabo, najbolj nogometno okolje v Sloveniji, a še zmeraj Slovenija skozi to prizmo Slovenske nogometne lige, zlasti Slovenske nogometne lige, pa tudi reprezentance, videli bomo sedaj obisk na tekmi proti Cipru, kaže, da ne dojemamo nogometa tako, kot bi ga morali, oziroma športa nasploh. Zelo se strinjam. Ampak Maribor, za razliko od ostalih okolij, mogoče ne, ima ta, bom rekel, nogometni gen, pa nočem DNK, ampak to je tudi že postala ena, bom rekel, floskula, ki je vse narobe v bistvu na koncu pomenila, ker jo je eden športni direktor ne tako v bistvu znucal, da grozno, ampak Maribor rabi tako malo, da se vžge v resnici, ne, za razliko od nekih drugih okolij. Ne. Poglej Celje, kako res zloženo ekipo, dobro, lepo igrajo, pod Riero so igrali celo, bom rekel, zelo
atraktiven nogomet, ne, ki je top za gledalce. Maribor rabi tako malo. Ne. Z kolegom, ki sedi tukaj za kamero, smo veliko krat rekla, zdaj pa bo en dober rezultat je bil, pa je izgledalo, da zdaj pa je šlo vedno vse tako. Lepo slovensko besedo ali pa izraz bom uporabil, torej z brda, z dola zmetana ekipa, kot je bila to, je ne glede na nesporno kvaliteto številnih igralcev pač pripeljala do točno tega kaosa, ki smo ga gledali, ni bil v ponos temu mestu. In kar se mi zdi, Simon, najbolj tragično je pa to, da se je Maribor popolnoma demotiviral, apatija. Jaz pač hodim na vzhod, ne, tako brezbrižnega, tako z malo, bom rekel, strasti do fuzbala še nisem videl. No. Ampak vem pa, da se bo spet mogoče septembra, če bomo ruknili Celje ali pa Olimpijo vžgal, ne. Ampak mene bolj skrbi nekaj drugega v tem kontekstu. Zdaj razlagaš, da Maribor potrebuje izjemno malo, da se vžge. Absolutno se strinjam. Zelo, zelo malo. Ena iskra pa je ringelšpil po domače, ne? Ampak, kje pa je tista meja, da je spet hitro ostane? Da pove nekaj na glas, da je znova mesto upora, to, kar je bil v svoji preteklosti največkrat v Sloveniji, ne samo nogometna. Ni tega, izgubilo se je to. Res je, in upor ni to, da zmečeš 500 bakl na igrišče in raketiraš igrišče in prislužiš 5 tekem prepovedi. Brez jasnega statementa. Brez ničesar, pač zato, da se je razbilo to tekmo in je uničilo in se naredilo škodo klubu in vsem v bistvu nam, ki hodimo na ta fuzbal. Pač to vrstnega početja seveda ne more nihče ne odobravati, kaj šele razumeti, pa če tudi razume frustracije in jezo in razočaranje, kaj ne da. Ravno to. Je pa Simon, če zaključiva s tem, zdaj vseeno, mi da sva zdaj podebatirala o tem, videli, kdaj se bo pokadil neki beli dim iz tega ljudskega vrta, pa bo vendar prišla kakšna informacija, kdo bo torej to barko krmilil dalje, ker očitno Čem Bazgul je na izhodnih vratih, ki je do zdaj bil zadolžen za nogometne operacije. Je pa zdaj situacija drugačna, ne? Celje je odskočilo, kakorkoli, ima neko trdno jedro, vsaj okoli te članske ekipe, Olimpija je v krizi in pa potem imamo kup manjših klubov z velikimi eksistenčnimi težavami, Domžale, zgodba je znana. Ne? Tako da perspektiva slovenske lige se še bo verjetno izkristalizirala v naslednjih letih. Ne? Predvsem pa se mi zdi škoda, da je to liga postala številnih, bom rekel, ni najdla te identitete razvojne lige za slovenske nogometaše, ki zdaj mimo vrste, torej mimo Maribora, Olimpije hodijo v tujino, se potem mogoče vračajo, nekateri redki uspejo. Torej, da smo zdaj ne tič, ne miš v tej ligi. Ampak ravno zaradi politik teh naših največjih klubov se v veliki meri to dogaja tudi in pripomore k temu, da je liga v slabi kondiciji, ker tile fantje pač ne najdejo prostora v naših največjih klubih. Zakaj? Zato, ker sta kluba postala poligon za prihod tujcev dvomljive kakovosti ali pa nekega renomeja spoštljivega. Ja, uživljajo tu karijere. In pridejo nemotivirani. Sej Maribor je bil krasen primer. Poligon za to. In tu je potem težava, da potem igralec Aluminija gre mimo Maribora in Olimpije nekam, pa gre igralec iz vseh teh klubov, ker pač tukaj ni prostora zanj. Ne? Verjamem, da je tudi tukaj težava. Tako da sej nekateri prijemi so za vzgojo, da bi mladi nogometaši dobili še več priložnosti, ampak dokler tega ne bodo spoznali tisti, ki dajo denar, ki usmerjajo ta tok kapitala v največjih klubih, je vse skupaj za manj. Ker je brez veze, ne? Pa ne govorim, da mora biti v prvi postavi 8 Slovencev. Vse, če imaš ti tujce, ki so kako. Se strinjam. Ne? Ampak mariborska publika se ni imela s kom v resnici identificirati v zadnjih letih. Mogoče Golman in kapetan še najbližje temu, bom rekel, Maribor, mislim, je zagotovo. No, on je človek vendarle tega okolja, tega kluba, ampak včasih je bilo kar nekaj takih. Ne? Pa tudi tujcev, ne? Da ne govorimo, da po enem so celo tribuno poimenovali, ampak ne da Marko Stavarež, tudi ostali so bili nekak vzorniki publike. Hirl Sodan je najmanjša težava. In še kateri tujec v tej ekipi je bil najmanjša težava. Sej pa Pijo Širvis ni težava.
Ne more biti težava. Tudi ne s svojim pristopom in s tem, kar je dal temu klubu, pa ni bil nikoli med najbolj izpostavljenimi. Ne? Večja težava so drugi igralci, tisti, ki so bili ali pa so najbolj plačani in so izbirali tekme, na katerih bodo prikazali vse del svojega znanja, če ga bodo. To je bila težava. In je še zmeraj. Če skleneva počasi, pa skleneva tam, kjer so začela, torej z mundialom, ampak ne s tem zdaj v Ameriki, Kanadi in v Mehiki, ampak mogoče z naslednjim ali pa evropskim prvenstvom vmes. Slovenska reprezentanca, prijateljske tekme igra zdaj, počiva in nabira moči za naslednje kvalifikacije. Tu se ti zdijo stvari prav nastavljene, torej menjava na mestu selektorja? Slovenija se mi zdi, da gre tudi z novim selektorjem precej po podobni smeri, kot je šla do zdaj, pravzaprav zmeraj. Tudi ko je bila uspešna v resnici. Ne? Vse takrat, potem ko se je zveza razšla z Matjažem Kekom, smo veliko ugibali. Kaj bi bilo najboljše za slovensko reprezentanco v prihodnje? Ali je treba iti po isti poti, iskati to sinergijo, složnost, enotnost z ustrezno mero bojevitosti, ki je navadno pripeljala do največjih uspehov slovenske reprezentance v večjih generacij, ne? Vseh treh, pravzaprav, ki so se uvrstile na velika tekmovanja. Pa je bilo potem veliko ugibanja, ne, dajmo priložnost komu drugemu, ne, nekomu, recimo, ki je slovensko ligo prinesel ogromno svežine, prikazal nogomet drugače, bil zelo atraktiven, pa sedaj pogorel, recimo, v resnem nogometnem okolju. Ne. Je Albert Riera ustrezna oseba za vodenje slovenske reprezentance ali ne? Verjetno mi dva tega ne veva, lahko o tem razpravljamo, ampak pričakovano niso želeli tvegati na nogometni zvezi s čem takšnim, ker je lahko dolgoročna škoda verjetno večja, kot pa so bile potencialne koristi, ali pa tudi ne, kaj pa vem. Tudi vsi verjetno tukaj, kot pravim, ugibamo in ne vemo kako in kaj, ampak zdaj je šla slovenska nogometna reprezentanca, gre po neki preverjeni poti, tako bom rekel. Čeprav tudi Boštjan Cesar se loteva stvari nekoliko drugače. Ne? Videli smo najmlajšega Korena, sedaj v reprezentanci ga vidimo, ne? Tako da tega doslej, vsaj v tej obliki, ni bilo. Boštjan Cesar, omenil se ga, si je vmes seveda polomil zobe, ali pa je bil žrtev, bom rekel, kaosa in nekih pretumbacij v Ljudskem vrtu. Se ti torej zdi nekdo, ki ima neko svoj koncept, svojo vizijo? Mislim, da je on delal v Mariboru dobro. Da je Maribor napredoval, da je Maribor dobival tudi težke tekme pod njegovim vodstvom, česar kasneje ni bilo, zlasti ne pod Fedžo Dudićem, da nekoliko morda šepa njegova retorika in da je tukaj so nastopile mogoče določene težave, ker je bil razumljen včasih narobe, ampak njegovi rezultati so bili dobri. Menim, da bi bilo najbolje takrat, da bi Maribor seveda pustil Anteja Šimunžu, da bi nadaljeval svoje delo, da je bila to dobro nastavljena pot, pa se potem iz teh ali onih razlogov ni mogla nadaljevati. Ampak Boštjan Cesar je bil neka za mene smotrna izbira. Tako da verjamem, da z vsemi svojimi izkušnjami, pa glede na to, da gre za kapetansko figuro slovenskega rekorderja po številu nastopov, ki je dal slovenskemu nogometu toliko in v tujini prebil toliko in toliko let, menim, da si je priložnost zaslužil, hitro jo je dobil in gotovo se tudi on zaveda, da jo pravzaprav mora izkoristiti, ker si velike črne pike ta hip pač ne sme privoščiti. Ne? Simon Šparavec, hvala lepa, da si bil gost Večera za vikend. Hvala za vabilo. Nič gledali te bomo, ne, spremljali, upam, da tudi brali kaj, da namignemo v eno smer. Simon je tudi za Večer iz Rusije pisal dnevnik. Želim ti en, bom rekel, vznemirljiv teren, odlične zgodbe. Ne bo lahko, ampak sem prepričan, da bo tudi to prvenstvo na nek način super. Ne. Tako da vidiva se pa potem, ne vem, pač v Ljudskem vrtu ali kjerkoli ob priliki spet. Hvala lepa za vabilo še enkrat, pa verjamem, da bomo v prvenstvu in pa vseh teh športnih vsebinah, ki nam poganjajo kri po žilah tako ali drugače, znali uživati že zdaj v naslednjih tednih, pa tudi dolgoročno. Hvala pa seveda tudi vam, da ste nas spremljali do konca. Hvala za pozornost. Obenem pa seveda vabilo, da
berete, poslušate in gledate Večerove vsebine, naše podcaste, kar nekaj jih je še, všečkajte, priporočajte, prosim, če jih delite naprej in pa predvsem, da ste do njih tudi kritični, če je treba. Vrnem pa se še čez nekaj sekund za nekaj ekonomske propagande o tem, kaj boste brali v Večeru v soboto in v Večeru v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. To je najprej Večer v soboto. Janez Janša, dolgoletni predsednik Slovenske demokratske stranke, je sestavil 4. vlado. To je 16. slovenska vlada po vrsti. Kako bodo vladali, kakšen bo ministrski kabinet? Analiziramo profil, ustroj in vse dosedanje poteze nove slovenske oblasti. Gotovo je nova paradigma, da je nova vladna večina v državnem zboru, koalicija, zavladala že brez vlade, torej pred prisego novega premierja, ministric in ministrov. Slovenci smo pogosto preskromni pri prodajanju svojih zgodb. Verjeti moramo, da smo najboljši, samo tako nam bo uspelo. Nihče nas ne bo prodajal namesto nas, pravi dr. Maja Uran Maravič s Fakultete za turistične študije Turistika Univerze na Primorskem. Kaj v turizmu delamo dobro, kje grešimo, kakšni so trendi, zakaj smo prepoznana, ne pa še ugledna destinacija? Kaj pomeni, če turizma ni v koalicijskih pogodbah vlad in ali so cene za obisk Postojnske jame in Blejsko Kremšnito previsoke ali prenizke? Spraševala je Franja Žižt. Prihodnji teden se začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Amerika, Mehika in Kanada 2026. Šport, spektakel, biznis pa tudi politika. Nogomet je pač del globalne geopolitike. Poleg olimpijskih iger največji, najbolj globalni športni dogodek, ki ima tudi mnoge družbene in ekonomske dimenzije. Kakšen bo torej mundial, na katerem žal ne bo Slovenije? Med drugim se nam je iz New Yorka oglasil naš sodelavec Sebastian Kopošar. Preselimo se še Večer v nedeljo. Sploh se nisem imela za blazno seksi, a hočeš nočeš je bila seks simbol nekdanje Jugoslavije, ampak tudi danes Anja Rupel nikakor ni za staro šaro. Zame je bila na odru vedno najbolj pomembna karizma, zato mi več pomeni, če nekdo reče, da čuti mojo energijo. Naslednja zgodba. Usoden četverokotnik med žensko in 3 moškimi. Mladenka se je ogrela za 60-letnika in se z njim poročila, ga kasneje varala z nekdanjim fantom, ko pa je ta šel v zapor, je imela razmerje z njegovim očetom, ki bo za pogojni izpust lahko zaprosil leta 2045. Tudi o tem v zgodbi Večer v nedeljo. Georg Mork se v potopisu sprašuje, zakaj bi sploh nekdo silil na Irsko. Irska, otok na skrajnem evropskem zahodu, je bila še ena redkih evropskih dežel, kamor ženo še nisva pomolila nosu. Na vrsto je prišla aprila letos, namenila sva dober teden za menda najbolj zeleno deželo Evrope, vsekakor pa za eno najbogatejših in zagotovo tistih, o kateri povprečni Slovenec ne ve najmanj. Denis Bende Živčec o stalnih lepotnih nasvetih, ki še delujejo. Naše mame in babice niso imele dragih serumov, a so dobro vedele, kaj pomeni redna in nežna nega. Njihovi številni triki za sijočo kožo, lepe lase, urejene roke in brezčasno eleganco so uporabni še danes. Tudi o tem Večer v nedeljo. Imejte krasen vikend, naj bo vsaj del tega vikenda tudi v družbi Večera. Se vidimo, se beremo in se slišimo.